Drage gledalke, gledalci televizije Exodus, danes vam bomo predstavili župnijo Vuzenica, kjer je deloval mlajši škof Anton Martin Slomšek. Z nami je gospod dekan in tukajšnji župnik, ki nam bo podal zgodovino in pa toliko drugih podatkov in vsega tega. Torej, gospod župnik, ne vem, kdaj ste prišli sem? Torej, lep pozdrav vsem gledalcem, vsem sodelavcem, pa želim, da bi veliko lepega še dali in posredovali. Tukaj smo v Vuzenici, kjer je starodavna župnija. Saj cerkev izpričana iz začetka 12. stoletja, župnija iz 13. stoletja. Torej, starost je velika, potem pa življenje je vse skozi bilo zelo pestro, pa zanimivo. Veliko stvari se je v zgodovini dogajalo. Zdaj nam o tem pričajo najbolj stavbni spomeniki. Za vsako tako stvarjo, ki jo v umetnostni zgodovini ali stavbni zgodovini kažemo, pa vedno stoji eno življenje, mnoge stvari. Kaj danes lahko rečemo o tej župniji, kaj je danes? Danes je to, bi rekel, bolj povprečna župnija. Ni kaj posebnega, pa tudi slabe volje ne morem biti, da je tako, kot je. Mislim, da je kar dobro. Čeprav bi marsikaj kdaj tudi želel človek, da je bolje, ampak realnost ni sestavljena iz želja, ampak iz tistega, kar je. Tukaj smo na fizični meji med Ugleškim patriarhatom in pa Salzburškim. Se to kaj pozna? Ja, prav to je zanimivo. Ti kraji so vedno na meji, pa če se obrneš na sever in jug ali pa vzhod in zahod. Ljubljančan zdaj pa ne bo prečkal med Dravogradom in Mariborom, redko kdo, ali grejo proti Avstriji in tako dalje, ampak tudi zgodovinsko. Drava je bila meja med Oglejem in Salzburgom, od Karla Velikega naprej. Leta 812 se mi zdi, nekaj takega. In to se dejansko pozna v karakterju, zdaj se je zbrisalo, to lahko trdim, zdaj se briše to. Bilo pa, marsikaj sem pa še zaznal v razlike v karakterju. Recimo, kakšno podrobnost? Ja, da so enostavno se je reklo, ja, oni so oni, mi smo pa mi, Čeprav most obstaja že stoletje, ampak zdaj imamo širokega in želimo čim več povezovanja. Moram pa reči tole, vedno smo tu na meji med Koroško in Štajersko, to je sever-jug meja, in med nemškim življem in slovenskim življem. Pa tudi cerkvena ta ločnica ni bila zanemarljiva v stoletjih. To, kaj rečemo še glede tega, tudi naš trg, Vuzenica, spodnji trg, je bil koloniziran od grofov, to so bili njihovi obrtniki v 13. stoletju, slavni vuzeniški grofi so bili zelo znani, pozneje, ko so izumrli, so dedovali celjski, oni so pripeljali obrtnike in spodnji trg je obdržal nemški karakter vse do takrat, zdaj se vemo, do prejšnjega stoletja, ki je minilo. Nekatere stvari, ne vse. Potem za Slomška se je točno čutilo, Tržanarji so rekli, so bili bolj malo proti, medtem ko okolica je bila silno navdušena nad Slomškom. To se je tudi čutilo med kmečkim in trškim življem. Zgodovinsko je pa še Vuzenico gotovo zaznamovalo lesarstvo, kovinarstvo oziroma železarstvo in te stvari so zaznamovali, ljudje so živeli ne samo od kmetijstva, kar je bil skromni kruh sicer, ampak bil je. Hvala Bogu, to jih je zaznamovalo gotovo s tistim, kar je vse dobre kmečke ljudi zaznamovalo, da so pristno z naravo. Je pa železarstvo na Muti, spodnji Muti, rudniki, tudi gor Sveti Primož, Plavž je bil, še zdaj se reče pri Plavžu in reki se reče Plavžnica, to se pravi železarstvo je bilo, pod veliko kopo so kopali železovo rudo. Ta industrija železarska še zdaj kaj deluje, ne več? Ja, zdaj imamo livarno, ki je bila seveda zaradi bližine energije. Namreč, ker v 20. stoletju, zdaj po drugi svetovni vojni, predvsem je pa elektrarna zaznamovala Vuzenico, izgradnja elektrarne, torej gradbeništvo, veliko gradbenih delavcev, potem bližina energije je livarno spodbudila, so še druge dejavnosti tudi, lesarstvo je še, pa kakšne druge obrti še tudi obstajajo, predvsem to je zdaj pa je delavsko področje, skupaj z Muto, to znano Gorenje Muta, ki je zdaj seveda razparcelirano, kako so vse te železarne in druge firme razparcelirane v manjše firme. To je dajalo kruh in tudi razvoj, en velik razvoj v svojem času.
Zdaj pa smo malo na slabšem, kar se gospodarskega tiče, nekega razvoja ni. Izobraženci mladi sploh tu ne najdejo dela in gredo ven, gredo drugam, Maribor, Ljubljano. No, če še malo skočite nazaj v Slomškov čas, a se kaj ve, zakaj je Slomšek bil imenovan prav v Vuzanica? Je res, da je Vuzanica imela eno dobro ime, pa da ni bila v tako dobrem stanju, to tudi piše, tudi Slomšek sam odkrito pove v kroniki, da ni bila v dobrem stanju. Ne vem, a gre to na račun bivših župnikov ali pa na gospodarsko stanje, nisem se toliko poglabljal, ampak Slomšek si je želel biti med preprostim ljudstvom. Prav zaradi te preproščine si je izbral eno faro, ki je bila potrebna enega takega dobrega organizatorja in apostolskega delavca tudi obenem, ne? In to je potem je delal čudovite stvari. Tu jih je storil. No, katere stvari je uvedel na pastoralni ravni za delo za slovenstvo? Vemo, da je bil veliki narodni voditelj pa pobudnik slovenstva, kaj pa še drugega? Če najprej rečemo, da je gotovo pedagogika, šolstvo bila njegova specifika, v kateri se je izkazal kot evropski format, vrhunski. Sploh ni dvoma, da je bil eden od odličnih pedagogov tistega časa, ki je bil primerljiv z drugimi evropskimi, z drugimi narodi. In to je bilo gotovo pastoralno delo. Potem je bil zelo znan pridigar, govornik, na ljudski način je razlagal resnice, znal je podajati, znal se je približati. Imel je to Jezusovo noto, da je iz narave, vse povsod je imel primere. Imel je to, kar je Jezus tudi imel, ne? Kar je evangelij, čisto evangelsko. Je bil zelo evangelski človek, je moral biti. Potem tudi samo življenje v župnišču je bilo pričevalno, da so tako lepo trije duhovniki koordinirali, skupaj sodelovali, da je z župnijsko družino tako lepo sodeloval. To družina so bili vsi imenovani, on je imenoval župnijska družina, vse, ki so živeli, tudi hlapci in dekle in gospodinja in drugi, ne? Da je bila to družina, ki so skupaj molili, skupaj živeli. V pastorali pa še češčenje Jezusovega in Marijinega srca je zelo pospeševal. V tistem času njegovem so vse cerkve nakupile te slike, ne? Tudi njegove, on jih je za našo cerkev nabavil, bomo jih videli pozneje v cerkvi. Potem še kaj drugega, mogoče... Nedeljsko šolo? Ja, šolstvo, za šolstvo je ogromno storil. Z Blažekom in Nežico v nedeljski šoli, pa tudi sicer za šolstvo, ko je kot šolski inšpektor, namreč dekan je po funkciji bil tudi inšpektor, ker Marija Terezija lahko na župnije pa na dekanije obesila šolsko obveznost. Vse občine niso imele struktur, da bi lahko učitelje postavljale ali pa urejevale. Državno šolstvo je šlo preko cerkvenih struktur? Takrat je šlo vse preko cerkvenih struktur. Šele pozneje se je ustanovilo šolsko ministrstvo. A je bilo to leto 1948, je bilo to pozneje, to natančno ne vem, ampak pri nas smo dobili potem v Vuzenici, v tem zgornjem trgu, tu blizu cerkve, potem res zidano šolo, ampak 1812 je pa župnija kupila mizarsko delavnico, zdaj na vogalu, na drugem vogalu tabornega obzidja, gostilna Krničnik, so jo kupili kot šolsko, ker je bila delavnica dovolj velik prostor in tisti mizar je s tem odkupom pač postal tudi učitelj in Slomšek ga je dobro obdelal, da ni bil kvaliteten, ne? Da ni imel nekaterih kvalitet za učitelja, ga je dobro spodbujal in tudi peglal ga je. Piše v zapisniki. Ko sem prej gledal cerkev, se skozi nekako spenja, kaj je to? Ja, je kar precej razlike. Najbrž je tak, da strma je pot v nebo, samo to je samo malo navzgor, ne vem točno zakaj, ampak ustavimo se v tem portalu, ki je čudovit, ne? In je romanski iz prve polovice 12. stoletja. To se pravi, od prve cerkve, zdaj pa je postavljen na drugem mestu že, ker so cerkev v to smer sem proti nam, proti zahodu, podaljšali že v 13. stoletju, takrat, ko se je razvoj z gradom in začel z grofi, pa s tem so jo podaljšali in povečali. Od tistega časa imamo pa krstni kamen, znotraj lepe stvari, to pa bomo sproti pogledali. Možno to, tem cerkev se je širila na zahod in na vzhod. Na vzhod tudi. Sredinski in to je 2/3 sedanje glavne ladje in pa zvonik, ki je zelo masiven, zunaj ima več kot 8 metrov stranico, ne? Zelo masiven, tudi več kot meter so debeli zidovi in je bil samo 2 etaži, v bistvu potem pa podstrešje in streha, ki je bila navadna, 4-kapnica.
In pod zvonikom oltar, prezbiter je bil samo prostor pod zvonikom. Že v 13. stoletju v tem povečanju so pa potegnili naprej mali prezbiteri, okrog leta 1400 veliki prezbiteri, takrat so bili celjski grofje, dediči vozeniških grofov in je nekaj njihovih sleditev noter tudi. Tako da je rasla še dve kapeli, ki sta nastajali pred letom 1400 obe. Pred letom 1400 sta obe nastali in je ta druga tukaj spredaj, ko vstopamo v stransko ladjo, zdaj je to povezano med seboj v stransko ladjo, je tako zgleda romanska, da so do Slomška in za Slomškom vred bili prepričani in sveto prepričani, da je ta kapela ta prvotna cerkev. In na podlagi nekega podatka, ki se je potem izkazal, da ni pravi, so takrat že pri Slomšku praznovali 1000-letnico Vozenice, ampak ni šlo v tistem podatku za Vozenico in potem so zgodovinarji to ovrgli. No, sedaj pa še bolj podrobno gremo v cerkev. Kar prosim. No, gospod župnik, že prvi pogled na cerkev zda vedeti in slutiti, da je bila dograjevana. Ja, seveda. Cerkev že sama pokaže, da je tako zrasla, počasi rasla. To je naraščen objekt. Zdaj je ena celota, zelo lepa. Ko jo daleč pogledaš, imaš občutek, da je to ena katedrala. Ampak v resnici pa je to cerkev, ki je zrasla iz ene romanske cerkve, ki je bila približno do tod. Potem, tu sled te romanske cerkve je še ta zidava, ki smo jo nalašč pokazali. Potem pa zgornji zvonik, tam, ko je daritveni oltar, je zgoraj zvonik, ki je zelo širok in to je bil prvotni prezbiterij, zgoraj zvonovi. To je bila cerkev z vzhodnim kornim zvonikom. No, torej, oltar je bil v zvoniku, prosim, pod zvonikom. Ja, pod zvonikom. Tako da kaže v nebo, kjer se srečujeta Božje pa človeško. No, kako bi to izgledalo, če z roko potvoriš? Z roko, takole. Cerkev mi se zbiramo, tukaj se zgodi ta posvetitev, med ta stik med nebesi in zemljo, med našim zemeljskim in nebeškim, se pa nosimo nebeško v sebi. Zato je vzpon položen. Ja, morda tudi. Ta vzpon se kar precej vzpenja. Malo sem pozabil, koliko mislim, da je okrog 28 cm, se mi zdi, da je vzpona na celi razdalji, kar je precej dolgo, ja, za več, za dve. To je kar lepa stvar, Tukaj smo pa zdaj pod tem obokom, mogoče stopimo še malo naprej, pod tem obokom, ki je ravno 500 let je bil star, pred kratkim. Leta 1508 je prišel sem župnik Valentin Faber, ki je bil tudi v Dobrlevesi, pa tukaj in v Konicah, slovenskih Konicah, in je dal svojo delavnico, ki je imel eno tako delavnico, ki je vedno klical povsod, so obokali to in je ta poznogotski obok zdaj prav eleganten in prav za to obletnico vrnjen tudi v prvotno podobo. Kot poslikava in kot izdelava. Kot izdelava, tako ali tako ni bila predelana, ampak je poslikava ta barva, kamnoseška znamenja, ki smo jih našli in tako ta. Zdaj je ta cerkev celovita, ker je bila že v 13. stoletju, ko se je zgodil en velik razvoj naprej, je bila cerkev tudi podaljšana proti vratom nazaj. In tam zdaj stoji slavni krstilnik iz 13. stoletja, iz sredine, se pravi 750 let in čez ima tisti krstilnik tam blizu vrat, je vedno na tistem mestu po moji sodbi, kar zdaj lahko vidim, ker smo imeli tlak tudi malo odprt. Ta krstilnik, potem pa še nekatere stvari v prezbiteriju značijo, da je takrat se zgodil en razcvet. Grofje so vozeniški nastopili iz Trušenskih, blizu Velikovca, rodovine in takrat je bil en razvoj, izdelovali so ladjice, šajke, flosarstvo je cvetelo, morda železarstvo je poznejše, ampak kljub temu neki razcvet je bil in so cerkev povečali v tisto smer in takrat okrog 1400, malo prej, so pa dve stranski ladji zgradili, dve kapeli prigradili, ki so jih pa v 17. stoletju povezali z temi loki, tako da se zdaj deluje kot stranska ladja, sta pa v resnici dve kapeli. Vsaka za sebe bi bila izjemen spomenik, trenutno niso restaurirane, bi bila izjemno lepe. Ta krstilnik je res nekaj enkratnega, če si ga pogledamo pobliže. Zakaj je prav na tem mestu in je tukaj kakšna teološka razlaga za to? Zdaj bi to lahko
jasno je razlaga. Če je krst naša vrata v cerkev, vrata k Bogu, krst, potem je bil to krst kot stop, v cerkev, v Božje stop, kraljestvo. ja, Božji otroci postanemo pri krstu in kot Božji otroci se zbiramo. Jaz mislim, da je to, ne. Poleg tega se tudi pri raznih znanih cerkvah vidimo, da so krstilnice, ponekod celo v središču zadaj, to v Nemčiji sem to tudi videl. In ta kamen je iz sredine 13. stoletja, z tistega razcveta. Zanimiva štorija. Dva starejša zakonca iz Genove, bližine Genove, sta bila tu na dopustu na avstrijski strani, prideta sem, sta bila izobraženca, se je čutilo. In žena takoj reče 1250 po italijansko. Sem rekel, kako pa to veste? Prav je, pri nas je skoraj ravno tak, pa maletnico gar. Torej, neverjetno, kako je ta prostor mali, ne? Ja. Čeprav mi zdaj pa avtocesto se bojimo tako hitro, tako dač potovati. Ja, katoliško. A še krstite tukaj? Zdaj ne, zdaj ta služi kot kropilnik, ja. Pa mislim, da bi moralo biti ob tej obnovi tlaka, ki se je zgodila predlanskim in lani, dokončano. Stari tlak smo ohranili, kar se je dalo, razen tukaj je dograjen novejši, ki pa je na prvi pogled enak, ne. Takrat je bil mojster, ki je v povezavi s centrom Aleti tudi malo in je bil zelo navdušen, mojster Peter Novak z Češke, ki je tudi Špidlikov sarkofag klesal, ne. In on je bil navdušen, da bi ta krstni kamen postavili tja v sredino pred oltar. Ne, ampak potem te komisije so rekli, ne, to pa je prevelik premik, tega pa ne, in smo ga potem pustili pri miru. Torej, to je zdaj potem bila srednja ladja, najstarejša, to je tem drugi del, mlajši. Podaljšek, ja, zdaj je Korto. No, potem pa zadaj. Zadaj je pa nastal prezbiterij. Že v 13. stoletju, to je 13. stoletje sredina, okrog 1250, je nastal en mali prezbiterij, zadnji, kar ga je identificiral, ko smo imeli tlak odprt, pa je rekel, sklepam, da je bil triosminsko zaključen. Dr. Marjan Zadnikar, da bomo razumeli, ta znani umetnostni zgodovinar, ki je najbolje razvozlal skrivnosti cerkve. Ta informacija skrivnosti cerkve je zelo pomembna. Katere so? Da ni bila zgrajena takrat, ko so že za Slomška praznovali 1000-letnico, 843, ampak da je ta romanski del ta, v katerem zdaj stojimo na začetku, in da sta oni dve kapeli poznejša gradnja. To tudi na podstrešju, ker so skozi mislili, da je ta kapela, ki je zadaj, da je to najstarejša cerkev, ampak v resnici se je na podstrešju lepo videlo, da je prilepljena k oni, to se pravi, prej je stala predna, nato je prišla zadnja kapela, ki je zdaj stranska ladja. To je Zadnikar predvsem razvozlal, pa te romanske elemente je odkril takrat, ko je sodeloval pri obnovi fasade v 60-ih letih. Takrat je bilo nujno nekaj, so tudi sodelovali močno spomeniško varstvo, župnija pa se je matrala, to je pa res. Znači, nadaljuje pot proti najmlajšemu delu cerkve, imamo na najni levi lep oltar. Komu je posvečen? To je najdenje Svetega križa, ampak zdaj je pa tu Slomšek prišel na to mesto. Krasna slika, ki je Oskar von Pistor naslikal. Naš domači slikar je bil to, predvsem njegove oči so take, da bi mu skoraj rekel spregovori. On je vse oči take naredil na portretih. Znan portretist je bil takega avstrijskega formata. Zdaj pa gremo naprej, tu smo zdaj v tem delu. Stopamo v prezbiterij. Mest nas pozdravita dve Slomškovi sliki, Srce Jezusovo, Srce Marijino, graška delavnica, velike serije so bile, ampak te so bolj izmed prvih in so malo drugačne kot pa one, ki so bile v 50-ih letih. Pa so datirane, tik pred odhodom od tod. Tu pa je zdaj ta veličastni prezbiterij, ne? Tako da je eden enkrat vprašal in duhovnik malo šaljivo, je rekel ti, a se ti s biciklom peleš za obhajilo? Se je pošalil, ne, ko je tako daleč, ker smo enkrat maševali v večji skupini tukaj, tako daleč imate prezbiterij. To je tako. In tukaj smo pod zvonikom,
ta vzhodni korni zvonik. Vidimo še konzolce tistih kvadratnih reber, ki jih danes lahko primerjamo s tistim, kar je odkrito v Šmartnem na Pohorju, ko so bila rebra čisto kvadratnega preseka, križna, nič več. In to konzole so še reber ni več. To je bil drugi strop, tretji strop je pa zdaj tam, prvi je bil pa lesen. Tako. In ko so v 13. stoletju povečevali cerkev, so postavili te polstebre, torej ta preboj, torej niso več preprosto sklesali, ne, pa ometali ali nekaj naredili, ampak so naredili polstebre, ki predstavljajo zdaj v umetnosti zgodovini slovenski tudi take redke primerke, dvoje ali troje primerkov je v Sloveniji. Ja, zelo redko je. Ne? In pa prav kaže... Pa to je v bistvu to ornamentika ali to nosilna zadeva? Mislim, da ni toliko nosilna, ampak je dekorativna. Ne? Lahko bi bila tudi nosilna, ampak mislim, da ne. Je pa po ornamentiki, po tem, kako je to speljano, je tipično za prehod, počasi prihaja gotika. Počasi prihaja gotika. Je še romansko občuteno, ampak počasi prihaja gotika. Tako. Zdaj tu veliki prezbiterij, ne, ta je pa zelo veličasten, ne, to se da ustavljati. Od tistega, da so slikarije, ki so žal precej poškodovane, samo fragmenti so še, velikanski Krištof z nekimi figurami tu v vodi, ki imajo ribje trupe, z donatorjem ali donatorko, potem zgoraj Izraelci, ki mano nabirajo, pa sveti Miklavž v eni arhitekturi, čist na vrhu sveti Duh, to je težko. To je to vse poslikano? To je bilo vse poslikano, vendar, kronika pa piše, da so leta 1901 ali 2 pod enim zelo podjetnim župnikom dobili stobenike, ki so ves puhli omet v cerkvi temeljito okresali, cerkev na novo ometali in lepo poslikali, tako da so nam tukaj res ostali samo koščki teh slikarij, ki pa povedo še marsikaj. Ne? Že sam glavni oltar je taka lepa zgovorna stvar. To je pa celovška delavnica od 1739, delavnica Krištofa Rudolfa iz Celovca, in je eno takih čipkastih, kako bi rekel, lahkotnih, velikih oltarjev z zelo bogato vsebino, cerkveni očetje, v sredini pa Miklavž kot zavetnik, ker smo ob Dravi, Martin kot prafara je Šmartno pri Slovenj Gradcu, sveti Urh z ribo in na vrhu Marijino kronanje, Nebovzetje torej je glavni farni praznik obenem, ker se bolj praznuje kot pa Miklavž. In na vrhu še evangelisti ob levi pa desni in na vrhu vera, upanje, ljubezen. To troje največje med njimi pa je ljubezen, ki jo predstavlja goreče srce in Evharistija. To je ta krasni glavni oltar. Zelo potreben ene temeljite obnove, ampak to se amatersko ne da narediti. To je treba narediti strokovno. Upajmo, da v desetletjih bo kdaj tudi se komu posrečilo to obnoviti. Pri nas tega kapitala ni. Tako. To je zdaj tako, kot je bil narejen? To je bil ponovljen, piše zadaj, za Slomškovega naslednika pomeni, da so ga prebarvali, marmorirali, ponovili, so napisali, namesto obnovili, in vidi se tudi pozneje, da je en marmor tam stavljen po tabernakl, da so ga malo dvignili, torej nekaj manjših sprememb je doživel, glavnina je pa popolnoma enaka. To je na tem glavnem oltarju. Kaj pa zdaj gremo naprej, a bi šli mi v zakristijo še? Oziroma najprej se naužimo tega prelepega pogleda. Navzdol? Stopimo tudi, da vidimo to dol. Pogled, če tu od oltarja, ko grem, to je tak pogled dol, vse to, če bo to vse enkrat lepo urejeno, bo to čudovita stvar. Ja, čudovita kompozicija nastane tudi z te strani.
Starodavne cerkve imajo tudi zelo zanimive zakristije, navadno. Kako je vaša? Ta naša ni tako starodavna, ker je bila 1890 povečana in so to bolj v neogotskem stilu gradili, tudi zvonik so takrat v tem neogotskem stilu povišali. Gremo pogledati tole. Ima pa ta naša zakristija eno tako izjemno zanimivost. Vse drugo ni toliko pomembno kot pa te table. Ključno z mano, pač pa ne bi se želel hvaliti, ampak ko je bilo treba že dve imeni prej napisati, smo pa dali tudi to, če sem 31 let tukaj. Ne? Ampak gledajte, 1045, Zevod Parohus Loci in potem naprej. To izgleda, da je neka rekonstrukcija zgodovinsko, ker niso vse letnice noter, je pa iz Slomškove kronike, torej Slomšek je najbrž te podatke nekje dobil, ki jih je pa nemogoče zgodovinsko preveriti. Potem je pa baročna tabla, torej do 13. stoletja ni možno zgodovinsko preveriti. Tudi takrat je uradna ustanovitev Fare bila, tisto je pa pol zgodovinsko preverljivo z drugimi arhivi. Medtem ko 1508 pa začne Valentin Faber, tak je obokal cirko s temi krasnimi oboki v glavni ladji. In potem naprej, Adam Aquaticus, to je bil potem Mihael Šinigin in tako dalje, vse do dveh križajev, ki sta bila Krašovca, z Krasa. Recimo eden od njih je gradil cirko Tomajo na Krasu, tam na meji, blizu meje, nad Trstom. Potem pa tudi našo devico Marijo oltar naročil. Potem sta dva Klemenčiča, doktori teologije, neki so bili izbrani tukaj, Fara je imela noveljavo. Do Leslija, enega iz te rodovine ptujskih grofov Leslijev, ki je bil potem poznejši ljubljanski škof. In na to Štefan Jamnik, ta je pa bil takšen, ki je že bil Leslijev administrator in je pustil velike sledi v svojem času tukaj, v tistem baročnem času, naročnik teh velikih, krasnih umetnin iz prve polovice tega 18. stoletja. Ferdinand Kilau je pa največje stvari tudi naročal potem. Glavni oltar je še pa Jamnikovo naročilo. In tako da imamo Slomška... To je vse dokumentirano. To je vse 100% štima. Ampak Slomšek, gledajte ga, ki je napisan, čist na koncu. Ko so tablo že dol podaljšali, navzdol dodali spodaj, pa vstavili okvir vmes, to se lepo vidi, da je Slomšek potem Anton Slomšek, 1838. Svetniki so najbolj skromni, ne? Drugi se pa hvalimo, je tak. Pa do današnjih dni. Torej, to je mogoče... In kateri se tem ti Slomškov naslednik? Ja, moramo šteti, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ta 9. 9 si... Ta 9, ja. No, sedaj, gospod župnik, bi pa že pogledali župnišče, to je nekaj enkratnega, bolj si kot stavbe, zlasti pa Slomškove sobe, ne? To Slomšek pa nam ima še toliko povedati. Vsekakor bomo šli še skozi, pri cerkvi še nismo končali, gremo navzdol iz zakristije proti stranskemu izhodu, to je stranska ladja, ti dve kapeli še skrivata biserčke. No, gospod župnik, kaj pa je tukaj zelo pomembnega v tem delu cerkve? Ja, tukaj bomo predvsem se ustavili ob tej čelni freski furlanskega porekla iz 15. stoletja, iz 50-60 let, ki predstavlja Marijino smrt. Marijino nebovzetje, kronanje, torej Marijino poveličanje. Ta freska je vrhunska zadeva, tudi dragocena dediščina. Marija umira na zelo lepem pohištvu, gospodskem, slikar si je tako predstavljal, ampak gledajte, kaj predstavlja? Dve stvari sta za tolažbo. Prvič, Dve tolažbi. Božja beseda,
Na ambonu bereta svetopismo dva od apostolov pri Marijinem umiranju. Peter predstavlja zakramente cerkve, ena spregil, kaj ima, ne vem, zakramenti cerkve, torej to dvoje je gotovo, ne. Janeza so že malo uničili, ko so vrata pridirali. Jezus nese v mandljevi obliki mavrici Marijo v nebesa. Jezus jo nese. Krasno, a ne? Potem je takoj luna in gor brezmadežna. In levo in desno zbori angelov, ki se veseli njenega prihoda. Trakeci, ki so zdaj precej zbrisani, se komaj kakšne črke vidijo gor, so Marijine hvalnice. Niso imeli zvočnih posnetkov, kot jih imamo danes, ne? In na vrhu trojica, na stropu Oče, Sin, Sveti Duh, ki dajeta krono Mariji. Krasno, Marijino poveličanje. Ob tem naj povem... To je cela teologija. Ja, krasna. Ob tem naj povem, da je glavni praznik 15. avgust pri nas. Zaradi Device Marije na Kamnu, ki je posvečena v nebovzeti, to je romarska cerkev tega okolja, ki je dober kilometer od farne cerkve, tukaj na robu Vozenice, na Gričko. Izvir je pa tukaj, vir te pobožnosti. Ja, tam je že iz 13. stoletja naprej znano Marijino romarsko svetišče, ki zbere tisoče ljudi 15. avgusta. Saj tudi navadno škof rad pride za žegnanje, tako da letos bo tudi nadškof Turnšek tam, 19. 15. pa kanonik Lesnika, pa sosednji duhovniki. To je dogodek dekanijski oziroma tega zgornjega dela Dravske doline, od Dravograda pa tja do Ožbalta, lahko rečem, radi pridajo. Ljudje pa z obeh strani Pohorja in Kozjaka se nas bere množica kot mravlišče, če je lepo vreme. To je lep dogodek, to je naš osrednji praznik. Na drugi strani imamo tam zanimivo stvar, Marija kot priprošnica. To fresko so pozneje uničili, ko so predor delali zaradi prižnice, pa tega so imeli dvignenega, ampak je pa ostal delček, kjer Marija kaže svojo dojko, prsi. Zakaj? Nasproti je stal Jezus, ki kaže prebodeno stran. Zgoraj je stal Bog Oče, kot starček, ki je zlomil 3 puščice. Tiste 3 puščice letijo v Marijinem plašču dol, kuga lakota in vojske. Kuga lakota in vojske, reši nas, o Gospod. 15. stoletje, izredno težko stoletje in to je tisto... Takrat so se z vsemi temi preizkušnjami srečevali. Marija prosi, materinstvo je slikar znal naslikati s prsi, medtem ko Jezusovo daritev z rano, od sulice, ki jo Jezus prstom kaže, uničenje. In zgoraj pokoče. No, Luther je te kritiziral tako podobo Boga Očeta in potem je Tridentin te podobe prepovedal, pa so jih uničili, ampak resnica pa je. Marijino materinstvo je resnica. Tako. To je temelj odrešenja. Ja, tako. Lepo. Ja, zdaj pa gremo malo naprej. Ja, Pater, kot tebi, kot jezuitu, moram pokazati svetega Ignacija, pa le kako lep je. 17. stoletje in njegovi tovariši. In naslednja slika jezuitski mučenci, ki bi jih ti Pater... To je malo potem, ko je bil razrešen za svetnika. Verjetno. 1622. Možno. Pa so res lepe. In zadaj je v isti maniri še Marija, ki se prikaže svojim, ki sredi med Joachimom in Ano, z venčkom vrtnic na glavi in zgoraj Sveti Duh. Marija, nevesta Svetega Duha. Razodene se kot zaročenka Svetega Duha. Pa še tukaj imamo lep oltar križani. Ja, Jezus križani je neogotski, ki so ga nabavili takrat, ko je Slomšek imel 58. se mi zdi tukaj misijon, in tistega baročnega so takrat dali na pokopališče. Zdaj ga imamo že obnovljenega v župnišču, ampak še ni prišlo do konstrukcije oltarja nazaj, ker še zidovi niso urejeni. Je pa to tudi spomin na Slomškovo dejavnost kot škofa, ki je tukaj vodil misijon. Ja. Kot škof je vodil misijon tukaj. Zdaj pa gremo v to zadnjo kapelo, ki so jo takrat imeli za najstarejšo cerkev. So rekli, da je to najstarejša cerkev. Zdaj pa, če vidimo te oboke, lahko sklepaš. Ampak zdaj glej, Mojster iz Nonče vasi. To je Nonča vas je pri Pliberku vas, kjer je identificiran ta freskant, torej koroški freskant, ki je pri nas navzoč tudi pri Devici Mariji na Kamnu, pa na mnogih postojankah po Koroškem okrog. Ta je deloval točno okrog leta 1400. Torej, vsekakor je
kapela zgrajena pred tem časom. Ne. In so jo imeli za najstarejšo cerkev, ampak dr. Zadnikar Marjan je pa pokazal, da je ta kapela prilepljena. Saj se še to malo vidi, da poka, ko poka se tudi vidi, ne? Ja. Da je prilepljena k oni, da se spravi, da je ona starejša, torej to ni najstarejša cerkev, kakor so v Slomškovem času, in vse do 60 let preteklega stoletja vsi bili prepričani. Takrat je pa bila ta obnova zunanjščine, so pa našli znamenje, da ni tako stara. Tako. Ampak tukaj trenutno hranimo en čudovit oltar svetega Mihaela, morda ena najbolj zgovornih slik svetega Mihaela nad angela, ki ne govori toliko o Mihaelu, kot ki si bi ga po človeško predstavljali, ampak o božji moči in božji pomoči in o osebnem tem boju dobrega in zla v človeku in zlo, ki napada človeka. Ne? Torej, če se malo bolj ustavimo ob tem Mihaelu, je tako lep, lepotec, dviga vago zelo visoko, duše vaga. Duša ima seboj nekaj dobrih del, pa je norožni venec. Ne? Na drugi strani, bom povedal pol naprej, levi roki meč resnice, ognjeni meč. Spodaj Lucifer leži nemočen, Mihael pa na njem stoji s sandali. Ena obiskovalka je enkrat rekla, glejte, nima vojaških škornjev, pa zmaguje hudiča. Z lahkoto. Ja, z lahkoto. Torej, zdaj pa s polno zverin, levjetan, vse sorte tu spodaj, vse to se spleta gor proti tisti tehnici, da bi prevagalo, da bi dušo dobili na svoj kraj. Duša pa, meni je tako lepo to, da duša ne maha z roženkrancem v zrak, ampak rožni venec visi tam ob strani dol, duša ima roke odprte. Torej, roke odpira, odkot mi prihaja pomoč? Iz nebes. Poglej zgoraj dobro nebo. V nebesih so, oblaki so angelske glavice, jih vidiš? In trikotnik, žarki okrog, trojica, Bog z napisom JHVH. Kakor se je Mojzes razodel na Sinaju, čudovita kompozicija, torej po mojem nisem še videl bolj zgovorne pa lepe slike svetega Mihaela. Toliko elementov provinci. Čudovita teologija to noter. Ja. Kaj pa tale meč je v obliki plamena? Ogenj, ja. Ločevanje, mislim, da je to tako. To je duhovno razločevanje. Razločevanje, tako. To je Franc. To je iz 1731, 8 let pred velikim oltarjem, naročnik Štefan Jamnik, tisti, ki sem ga omenjal tudi tam v zakristiji, in slikar Franc Mihael Strauss, avtor Svete Elizabete, recimo v Slovenj Gradcu, te čudovite slike v glavnem oltarju. Njegov sin Janez Andrej Strauss je pa naslikal tisto velikansko platno, ki je trenutno tukaj bilo, pa je v prezbiteriju pred odkritjem tistih fresk. In zdaj je začasno sem dano, nažalost, neugodno mesto, ampak je ta znani motiv objokovanja Kristusa, vse osebe pred polaganjem v grob so znane, Marija, njeni sorodnici, Magdalena. Ja, zgorej pa, tudi to je tako lepa zadevca, veš. Lej, Arimatejec, Jožef Arimatejec razmišlja, pa kako se je moglo zgoditi. Zadnji pa vidi že dva, Nikodema kot učitelja postave in pa Janeza evangelista, ta dva si pa že šepetata na uho. Jezus je vse to napovedal, to se je moralo zgoditi. To je vse en del velikega božjega načrta. Prav fantastično tudi platno. Vse to v tem viharju, ki se je sprožil ob Jezusovem smrti. Ne? Pa figure v podobi trikotnika, božje znamenje. Ne? Aha, Postavitev figur, tako. So take mnoge lepe, drobne stvari. Tu se še srečujemo z Betlehemom, ki je del ene kompozicije treh kraljev, ki so jo potem uničili s tem prebojem, ampak, gledajte, Jezus se steguje v škatlico prvega kralja, v darilce, preproga je žirafijasta, Jožef gosko skubi ali pa kuro, ker družinca mora tudi župco imeti, mora živeti, in zadaj še osov in vol, tako Betlehemček je ostal, drugo je pa uničeno. Jezus se drži, tako, vse je varno. To je ten nazareški prizor.
betlehemski po rojstvu, ne, trije kralji, ki so prišli, tako. Torej to, zgoraj so pa manj razvidni, ampak so evangelisti, pa David, pa mogoče še kaj, tako je pa na stropu. To je res lepa, bogata zadeva je to noter, zgodovinsko, tako da... Bogate so poslikali tako kapele kot cerkev. Ja. Cerkev, glavna ladja nima več teh poslikav. No, sedaj pa greva še v župnišče, tam nas čaka še velika zakladnica, Slomškove sobe in druge stvari, ne? Fajn, še Slomška pobliže. Smo na dvorišču župnijskega kompleksa, to je skoraj prava graščina. Kako je to nastajalo, gospod župnik? Ja, res je graščina. Zdaj se šalim, da je to morje. Imamo oleandre, imamo palme, imamo mizico, topel zrak, kaj hočemo več, ne? To je tudi moje morje, resnično. Ampak v resnici so to samo 3, celo 4 hiše, prilepljene ena k drugi. Namreč prvotno župnišče je bilo v tem severnem traktu, sedanjem, se vidi tudi gotske elemente v fasadi. Zdaj je to zgoraj Slomškova soba in ima to baročno obliko. Okrog 1600 je bil en velikanski požar, ki smo ga ob obnovi 94. leta tudi zaznali, v oknih posod je bilo vse črno, in so takrat nadgradili okrog po letu 1600, 17. stoletje, baročno obliko vse do tam, in potem je bilo konec. Spodaj niže je pa stala ena kaplanija, ki je bila kot en stolp, kjer so kaplani stanovali vsak v eni sobi. In ta oblika je torej nastala takrat, ko je pa Slomšek prišel sem, je pa podrl tisto kaplanijo in je zgradil še ta del, ki je tak trška arhitektura, ni več grajska. To sliči na nekaj grajskega, to pa je bolj tako trška arhitektura, bi rekel, hiša za bivanje. In tudi ta hiša je zdaj tudi še najkvalitetnejša, tu noter zdaj bivamo, potem imamo tam pisarno pa učilnice, ostalo pa služi za muzejski del, za Slomškovo sobo, za Slomškovo spominske prostore, ki so 3. Tu spodaj urejamo kuhinjo, tisto nekdanjo kuhinjo, da bo zdaj večnamenski prostor, pa bo prav lepa stvar. Tudi zato, da bo lahko kaj več se dogajalo noter, ker bo ravni vstop, sanitarije smo tudi že pripravili. Poskušamo vračati stvari v tako lepo obliko, kot je bila. Kakšne prvine v kuhinji? Zdaj ne več, zdaj dimnik še je, ja, tak velikanski, gor, ko je črni dimnik, bi rekli, ne. Potem pozneje je bila že peč, krušna peč, pa štedilnik, tisti velikanski dimnik je pa zdaj vse ostal zgoraj viden, pa zračnik to stran tudi, tako, nekaj je. Tukaj so potem pa kleti spodaj? Klet je samo tukaj vinska, tam ni nič podkleteno, in pa pod ta novim Slomškovim delom in tja je klet, ker je bil teren takšen. Tako. To je zdaj sedanje stanje. Jaz bi rekel, gremo gor. Gremo gor v Slomškove sobe. Ja. Tukaj smo zdaj v Slomškovih sobah. Koliko jih je in kakšen namen imajo? Ja, tu so predvsem 3 sobe spominske,
Prva je namenjena nekako predstavitvi te materialne dediščine, ki je za Slomškom ostala. Razstava je bila postavljena leta 1999 ob beatifikaciji s sodelovanjem Slovenjgraškega pokrajinskega muzeja. Potem je prav Primož Praparjev na to temo tudi tisto brošurico Slomšek v Zenici pripravil. To je bil takrat en lep dogodek. Na stenah so malo opisi tega, kaj so tisti materialni spomeniki, ki jih je Slomšek tu zapustil. Druga soba je posvečena Blažekovi Nežici in Slomškovi tej knjižni dejavnosti ali pa kulturni dejavnosti, pa vzgojni dejavnosti, in tretja je pa ta slavni strop, ki je posebnost. Ampak najprej o tej sobi, v kateri smo zdaj. Ta soba je postavljena na skalo, to se pravi, je del župnišča, ki v pritličju nima nič. Tam, ko je kuhinja... To je pritličje. To je zdaj to pritličje, to je skala. Levo in desno so spodaj prostori, tukaj pa skala, ki se zunaj z dveh strani lepo vidi, in še na oni strani, z treh strani, ker v sanitarijah tudi lahko vidimo to skalo, ki je živa skala, trda, ni šla na razen, ko smo hoteli zmanjšati, ko smo hoteli Lahko sanitarije to s kamero malo pokažemo. Bo lahko, bo možno, ja. Tako. In tam čez okno se bo to videlo, ali pa od spodaj. Zdaj, kaj je Slomšek pustil v materialnem pomenu, so tukaj stvari. Najprej ta delček župnišča, ki ga kaže ta slika, kjer je namesto kaplanije. Drugo nam kaže tisto kapelico, ki je Matiju posvečena, svetemu Matiju, in je Matiju Valnarju, dobrotniku, ki je bil donator za šolo, revne otroke, za priboljšek učiteljem, in za ustanovo je postavil, ker je zapustil lepo dediščino, brez dedičev je bil najbrž, in je bil tak razgledan, Spodnjega trga organist, sicer obrtnik, komisarjev sin Spodnjega trga, nemški sicer, ampak Slomšek je začutil temu človeku treba postaviti spomenik, in je slovenski kronogram Matiju Valnarju, bogih dobrotnikov in očetu hvala Vozenice, dobimo letnico 1841. Potem 42. leta pokopališče, 43. oprostite, pokopališče, ki ga je postavil tudi to na sliki, zdaj je malo po svoje restaurirana, sta ta dva stebra, tu sem pride naša hoja. Tu sem pride naša hoja, v Bohoričici je Slomškov napis. Potem se hitro obrnimo še na to stran, da zgore vidimo sveti Primož, ki ga bomo morali posebej obiskati in lepo povabim. To pa je vikariat, ki je bil spet obnovljen, Slomšek se je trudil, pogoj je bil, da zgradijo župnišče in da ta vikariat obnovijo. Vse so dosegli, zgradili so to župnišče in potem so dobili duhovnika, ki je bil Janez Krumpah, ki je tudi pesmi objavljal v Slomškovih zbirkah. Tako, zdaj, če gremo naprej še, pa povemo, da je tukaj tudi Slomškova nastopna pridiga tam objavljena, pa je na pesmi o Dravi na steni. Ta nastopna pridiga pove, kako da bi jaz vas vesel bil, pa vi mene, priljube očice vozeniške, ko vas prvikrat vidim, pa pravi, Bogu čast, našim dušam pa zveličanje, to je moja prva beseda, prva prošnja na oltarju, naj tudi vaša bo. In na tej strani bom šel vrata pripret, kako tudi tam lahko se zaprejo, tista vrata tudi, je pa poslovilna pridiga, v kateri tako lepo pove, da mislim, da sem tak med vami živ, da me ne bo sram od vas iti, pa tudi ne delaj pri vas ostati. Citira svetega Ambroža. Ampak to, kaj je povedal vse, kaj vse so zgradili, kaj vse so naredili, in pove, da je pred 6 leti v velikih strahih prišel, potem pa je veliko nastalo, in potem pove, ne omagajte sveti želji za Božjo čast in Bog vam bo pomagal. In s to zahvalo sklenem danes svoje slovo, ter vas še enkrat prosim, pozabite mene, mojih naukov pa ne. No in kaj je tukaj najbolj pomembno? Ja, že sama je lepa, ampak ta je posvečena Slomškovemu kulturnemu delu, pedagoškemu delu. Je soba, kjer je Slomšek tudi stanoval v teh dveh prostorih, in predvsem v tem kotu srečamo Blažeka in Nežico v nedeljski šoli, pa nekatere njegove priročnike.
tudi uvod, ta uvod, ki je prekrasen, kako nagovarja mladenča in mladenko, ki bosta šla v nedeljsko šolo. Namreč Blažej Nežica je drugi letnik nedeljske šole, za katero so se dogovorili že v Celovcu, in potem jo je Slomšek tukaj napisal, celo rekel je, imam še enega otroka, ki je spočet, ni pa rojen. Namreč to je učbenik za drugi letnik nedeljske šole, takrat je ogromno storil, da bi na podeželju dobili slovenske šole. In Blažej Nežica je nastal tukaj, izdan tukaj, prva izdaja 1842, kmalu pošla, in na to tretja izdaja še, 3 izdaje so bile. Prva je v Bohoričici, ostali dve ste že, ne vem, da tretjo imam tukaj, pa prvo. In je bil izredni interes, ker so jo uporabljali tudi kot čtivo. Je tako napisana, da je prijetna za večerno branje. Si predstavljamo, ko ni bilo televizije, ko ni bilo radija, da je bila pa ni bilo slovenskih knjig, da je bila lepa knjiga, taka kot je to, neverjetno. In to so brali, to so uporabljali. Naš izvod, ki smo ga tu našli v tej knjižnici, strokovnjaki, knjižničari pravijo, nekaj 100 rok ga je imelo, ne? Se pravi, so ga morali paziti, pa še toliko. To je en izvod, danes večina knjig obleži. Tu pa tam kdo prebere, takrat je pa 100 rok, 100 bralcev bilo. Ja, večjim, ne samo zase. Tak efekt so imeli te knjige. Poleg tega je ta učbenik res primerljiv z najboljšimi takratnimi učbeniki v vsej Evropi, od velikih narodov, pa še nekaj, da je bil za slovenstvo toliko dragocen, da se je to ohranjalo, ker so v nedeljskih šolah so slovenstvo ohranjali. Koliko lepega pove vpleteno lepo v zgodbo, v kateri sta doživljala brat in sestra Blažek in Nežica, vse do konca, kar sta potem doživela, ko sta bila odrasla, tudi trpljenje, krize, neuspehe, ampak pravi takole lepo tukaj, boš bral, kar sta se Blažek in Nežica v šoli učila, da se tudi tebe nauk prime. Beri, štej, poskušaj, koliko toliko se prijelo in veselilo te bo tudi kaj znati. Hočeš ti druge učiti in bolj moder biti kot skrben učitelj in priden gospod kaplan, ki sta v šoli učila, ti ne branim. Uči kakor rad, naj le dobro seme na dobro zemljo pade, imej v si rokah sevko ali sivavnik, 2 pripomočka za setev. Pri setvi mora sonce sijati, da se da lepo orati, tudi pri nauki bodi vesel dobre volje, kar je prav. Povedal sem ti torej mnogotero za smeh. Ja, tudi setvo pohleven dežek pomoči se bo hitro ozelenila. Rodoviten dež na razložen nauk so solze izginjenega srca. Solze izginjenega srca. Mislim, da bi te tudi vmes posilili tako. Torej ganjenost. Je tebi preveč, kar se v bukvicah uči, to je zanimivo. Zogni se. Je premalo, pa dodaj. Veš, da po svetu vse vage enako ne vlečajo, tehnice vage. Tudi vse ure ravno ne tečejo. Vsakemu vse po glavi biti ne more. Naj tebi nauk dopade, reci, bodi Bog hvalen. Ako ne, pa ti popravi in bom jaz Boga zahvalil. K večji časti Božji, naši predragi mladini pa v izveličene ne se vse zgodi. To želi prijatelj tvoj Anton Slomšek, vozeniški Fajmošter. Tukaj imamo pisalno mizo njegovo. A je to tukaj pisal te misli? V teh prostorih je skoraj sigurno stanoval. Možno se je samo še na sosednjem vogalu ena soba, ampak kaže, da je bil tu, ker je tudi tako preuredil hišo, da so tukaj odgradili še en prečni hodnik in zunaj gank, lesen, in na koncu stranišče, ki so ga zgradili, kjer se je iztekalo na prosto, zadnji je bil potoček, samo poljedelstvo okrog nič ne moti, ne? In to stranišče je zdaj lepo še ohranjeno in ga imamo torej kot spomenik, na Slomškov spomenik tudi, ne? Zagotovo je pa torej ta miza kaže tako starost, da bi že lahko bila njegova, tudi na eni strani je pri nogah bolj obrabljena, to ne moramo zdaj trditi, ampak recimo, da je, ne? Knjižnica, nadžupnijska knjižnica je pa bila ustanovljena pod naslednikom, je to prva javna knjižnica v Vozenici, torej omara te prve javne knjižnice v Vozenici. Tako, Slomšek je še veliko drugih stvari
naredil pa pripomogel. V tej sobi bom še samo opozoril, da smo, hvala Bogu, po dobroti ljudi, ki so to imeli, dobili nazaj njegovo posteljo. Potem posla je šla v druge roke. Ja, to je bilo v drugih rokah. On je pustil svojemu prijatelju, njegovemu Andreju Čerešniku, ki je toliko mu pomagal, ker ni vzel Šentardraž s seboj. Ne? In to je pri njih izročilo, to je Slomškova posla. In to je bila nemška družina, ki so jo po vojski razlastili in starše so takrat tako ubili. Ampak ena hčerka si je smela vzeti iz bogate kmečke hiše karkoli. Ona si je vzela Slomškovo posteljo. Ta hčerka je šentila v Slovenskih Goricah, zdaj tam živi, je to posteljo potem poklonila župnišču. To je lep dar je bil to, velikansko lep dar. Tako, toliko smo tukaj povedali. Ja, še veliko. Tega ne bo zmanjkalo. Tu niti ne moremo vsega pokazati. Zbrani spisi nam povejo marsikaj, ti životopisi, to so razne pridige, razni nagovori. In tukaj tudi je nagovor o pogrebu tistega dobrotnika Čerešnika, katerega dedič mi je pol zapustil to posteljo. Ne? Krasno ga je opisal kot pridnega ali dobrega pohorskega kmeta. Nekaj tudi Mohorjeve, kajti za Mohorjevo on že to mislil, to smo že druge tudi slišali, je že to mislil, teda vse to je pa dejanje svetnikov in svetnic Božjih tudi njegovo, tako da imamo nekaj dediščine tu prikazane. Vse govore je v glavnem pisal, ampak jih je tako pisal, da jih je zdaj težko brati, to se pravi, zadeva je bolj stvar strokovne obdelave, ker je veliko okrajšav uporabljal, na hitro pisal in tudi takole vehementno, teda včasih je črki zelo podobna, ni lahko čitati takšnega, sicer pa kako bi toliko naredil v kratkem življenju. Vehementno je pisal, hitro, ker zgleda, da je tudi kar bruhalo iz njega. Carpe diem. Izkoristi čas. Ja, pa bruhalo je iz njega, toliko je želel dati, biti dati. Tako. Zdaj prehajamo v tretjo sobo, ki se imenuje? Ja, prav Slomškova soba, tudi jo zdaj imenujemo vsi, nekdanja konferenčna soba, ki pa je zdaj prazna, zato da pride do izraza ta enkratna ohranjena dediščina, ki jo imamo, poslikan tramovni strop, blizu 80 kvadratnih metrov razvite površine, ki ima preko 500 figur, 500 stvari gor naslikanih in je iz 1653. Ta tramovni strop je sam po sebi tako poučen, tako bogat, da mu s kratkim pogledom ne moremo priti do kraja, pa si bomo kakšen bombonček na njem izbrali, se mi zdi. Recimo tudi to, če bo kamerman poslikal okno, bomo ga potem pokazali tudi na stropu, ko do tja pridemo. To se pravi, ta stekla so iz tistega časa. In takšen dokaz. 1653. No, tukaj gor vidim precej napisov v latinščini pa v nemščini, lahko kakšnega preverimo? Bomo prebrali, kjer ga izberemo, več jih je. Recimo Omne auxilium adeo, vsa pomoč je od Boga. Potem tugentricht was unglück zerbricht. To bi prevedli, jaz ne znam točno, ampak mislim, da pa pomeni to krepost uredi, kar nesreča razdere, razruši. Zerbrechn, ne? Nemo sine krimine verjetno vivit. Nihče ni brez greha, ne živi brez greha. Potem je na tej strani tak simpatičen, ki se ga lahko kot otroci eno odštevanko naučimo. Audi vide tace si vis vivere in pace. Poslušaj, glej in molči, če hočeš živeti v miru. Audi vide tace si vis vivere in pace. To bi lahko ponavljali take stvari obkorakamo. Tu vidim tudi ornamentiko živali. Živali je precej, imajo svojo simbolno vrednost. Eno tako bomo posebej tu pokazali, eno drugo še projekt živali in rastlin. Ja, to je tisto okno, v katerem sem rekel, da je naslikano, ne? Kratek pogled. Potem to je en plemič, ki je najbrž mučeniško umrl, ampak tale, tu zgorej, parkl, hudiček, ali kako bomo še rekli, nosi v košu, v brente nekoga, ne. Se pohecam, ne se župnik, ampak v resnici je to bil čas po 30-letni vojni, protireformacijski čas. Sklepamo, da je bil slikar Bavarc in da je ta motiv poznal od tam. Dalje bi še šli zdaj malo na to stran.
pa bi pogledali kakšne modrostne izreke, tudi tega Balkanca, ne, lahko Srbin, ne, karkoli, ne vem, odkot so ga dobili v skok, ni glih Turk, to je balkanska zadeva, zgleda. Torej, naši južni bratje, prav moramo lepo pozitivno reči o tem. Potem tu hinge die Zeit, herkommt der Tod, o Mensch, tu Gott und fürchte Gott. Tja gre čas, sem pride smrt, človek delaj, dobro delaj in Boga se boj. Strah Božji, spoštljivostni, ne? Strah Božji. In še modrostni izrek, debemus semper optare optima, cogitare difficilima, ferreke cunque erunt. To se pravi, moramo vedno želeti najboljše, misliti najtežje in nositi, kar bo. Smo jo odkrili to cerkev tukaj, župnišče in cerkev, to je zdaj najstarejša podoba tega našega tabornega obzidja, ki je bilo precej višje, se lepo vidi, in cerkev, zvonik ni v pravi perspektivi, narisan župnišče pa je še manjše, kot je zdaj, Slomškovega dela ni zraven. Tako, tu smo en bežen pogled naredili na ta strop, ker je tako bogat, da nikakor ne moremo vsega odnesti seboj, lahko je posebna reportaža o tem, kdaj. No, mene tu pa se reče tole, da so živali v igrivi pozi, ne? Ja. Recimo, ni to v času lova ali medsebojnega pobijanja. Si je privoščil še nekaj lepega. Tam je veverička na tem pokončno na tramu, ježek s hruškami, potem medvedka sta dva, najbrž plešeta, sta vesela. Še tole zanimiv motivček. Slikar je samega sebe naslikal samo tam gor, kako slika enega angelca, ampak roka mu gre čez obraz, ko slika na strop, ampak se je opisal s ptičem v kletki, verjetno je kar dolgo trajalo, preden je to končal. Od njega desno sta dva fanta, en tam z eno nevarno igro sablo, a ne, če tam nastavljaš. In jih je opisal z dvema petelinčkoma, pa še na par mestih so takšni binomi, takšni stvari. V glavnem, ena izjemno lepa in dragocena. Tudi zelo duhovita, ni samo poučna. Duhovita, tudi, ja, vse je, vse združuje.